A ja, če smo podkupljeni, ja, valjda, da smo, se je Volkswagen zmagal. Nan. Za začetek en lep pozdrav iz Barcelone. Tukaj sem zato, ker sem šel pogledat prvo letošnjo dirko Rallycrossa. Če ne veš točno, kaj Rallycross je, komaj čakam, da naredim tisto vlog, ki ga bom posnel jutri, pa da razložim točno, zakaj gre. No, ampak nima veze, veš, danes, danes ti gledaš to verjetno v soboto, včeraj v petek je bil tisti dan, ko so prišli na plan rezultati prime testa. To se pravi 13 namesto 15 malčkov, zakaj jih ni bilo 15? Zato, ker Kia pa Nissan preprosto nista bila za, da bi testirali še Ria oziroma Micra. Dolga zgodba, stari, malo smotana, ampak lej, če so tako hoteli, so tako hoteli. A kjeri so pa bili? Citroen C3, Dacia Sandero, Ford Fiesta, Hyundai i20, Mazda 2, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio, Seat Ibiza, Suzuki Swift, Škoda Fabia, Toyota Yaris, pa Volkswagen Polo. Kva, že kar takoj povem najboljše tri. Ja prav, tretja je bila Ford Fiesta, drugi je bil Suzuki Swift, zmagal je pa Volkswagen Polo. And let the rage begin. Je pa treba priznati, da so bile razlike razmeroma majhne. A veš, Polo je recimo osvojil 66,3% vseh točk, Swift 64,8%, Fiesta 63,5%, predzadnji bil pol i20 s 52,1% vseh točk, pa Sandero na zadnjem mestu 46,90%. To se pravi še enkrat, razmeroma majhne razlike, ampak za nobenega od teh avtov si pa jaz recimo ne bi upal trditi, da je slab. Delač od tega. O, mat Marija, Bog pomagi, kva se mi čev guba. A kere stvari točno smo ocenjevali? Stari vse. Čist vse. En se na ulici niti dera, what the fuck? Tišina! Po mojem najboljše tako le povem. Okrog 20 novinarjev smo imeli avtomobile 14 dni in smo z njimi dobesedno prevozili tisoče kilometrov. Meritve, testiranja, cesta, poligon varne vožnje, AMZS na Vranskem. Tako kot ponavadi smo bili zelo temeljiti. Zdaj pa tako, jaz se zavedam, da imel pri temu skupinskemu testu vsak svojega favorita. In zdaj, če tvoj na koncu ni prišel ven na vrh, ne te podolažim, lahko ti povem tudi, kdo so bili zmagovalci posamezni kategoriji. Ko smo se recimo lotili stroškovne ugodnosti, je na vrh prišla Opel Corsa. Dosti blizu sta bila pa tudi Citroen C3 pa Dacia Sandero. Fiesta pa Yaris sta imela pa tukaj recimo najslabši rezultat. Med drugim smo recimo tukaj upoštevali stroške vzdrževanja do 75.000 km, pa stroške zavarovanja, pa valjda tudi ceno v primerjavi s tekmeci. V tem pogledu je bila valjda najmočnejša Dacia. Pa preden nadaljujem, jaz moram eno stvar tukaj fejst poudariti. A veš, jaz se ne morem zdaj zakopati v vsak detalj posebej, vsako kategorijo posebej, zato bom spodaj pod tem videom pripel linke do točno tega testa, ki so ga objavila tudi druga uredništva. Tam si pa vzam čas, prosim te lepo, vse je v nulo razložen. A boš to pogledal na automobilizem.com, ali boš na Siolu, na Financah, na žurnalu, kjerkoli. Če imaš bolj tiskane medije čez, pa prebrati ali Dnevnik, ali pa revijo Autofocus. Sem zdaj že vse naštel. A ja, Volanovci, ti imajo čez pa TV. Ok, pičimo dalje. Pri prostoru pa uporabnosti sta na vrh kot najboljše vam prišla Fiesta pa Polo. Vsak kufer smo nafilali s kovčki. Vsako kabino smo namestili otroški sedež, preverili smo vmesnike, ergonomijo, kakovost materialov. Da v dejanskem merjenju kabine pa prostornosti sploh ne govorimo. Varnost, tudi asistenčnih sistemov smo se lotili. Tudi tukaj sta izstopala Fiesta pa Polo. Prevozni dinamiki, tukaj smo dali pa kapo dol Suzuki Swift. V bistvu bi Swift tako sneaky good, nikjer ni razočaral, ampak na cesti tam je pa res blestel. A kjer je najmanj po kuru te zanima? To je bila Toyota Yaris, na drugem skrajnem koncu je bila pa Dacia Sandero. Oh, fuck, stari. Pa ne samo to, ker smo preverili tavžen stvari, merili smo tudi decibele v kabini. Tukaj sta izstopala Mazda 2 pa Opel Corsa. Presenetljivo slab je bil pa recimo Polo. Pa okretnost, tudi to smo preverili. Veš, smo naredili tako neznamko. Zanko, stožci, moš avto noter, pa spet ven zapet. Ok, zdaj pa tako, jaz sem s to svojo izredno površno razlago pravzaprav sam popraskal površje celotnega testa. Zato vas še enkrat lepo prosim, pozivam, poklikite linket spodaj, preverite, kaj, kako, predvsem pa zakaj. Je pa tako, jaz sem izredno vesel, da smo uspešno speljali največji skupinski test avtomobilov v Sloveniji do zdaj. Pa da smo se ga lotili večplastno, holistično, tako kot pri primi znanju.
Ti misliš, že 13 avto lahko stestirati? Think again. A ja, če smo podkupljeni, ja, valjda da smo, se je Volkswagen zmagal. Stari plave kuverte so kar po luft letele. Pa tisti novinar, ki jih je največ ujel, to je tisti, ki je obenem tudi najbolj podkupljiv. To je bila taka bogatija, da tisti vse druge novinarje pelil na večerjo, pa še za en majhen avto ostali. Pa daj lepo te prosim, no, kvaj s tabo? Veš, sem pa kaj preberem kakšen komentar in mi je smešen, kakšne teorije zarote pol rata. Vsi so barabe, vse je Volkswagen plačal. Ja, nič, tako je, Polo je bil prvi, Swift je bil drugi, Fiesta pa tretja. Za konc pa, že tretjič v tem vlogu, prosim lepo, klikni kakšen link spodaj, preberi si rezultate, ker bo pol veliko več jasen. Ajde.